Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni na zaključni prireditvi Partnerstva za spremembe. Pozdravljam prav vse danes prisotne in se v imenu ministra vsem globoko opravičujem zaradi njegovega neprihoda. Bil je namreč službeno zadržan, zaradi nepredvidenih obveznosti ni mogel priti in se vsem opravičuje. Jaz pa vas vse prav lepo pozdravljam. Danes je namen našega druženja več kot očiten, ampak da bi vas spomnil, sem se najprej odločil, da se vam predstavim. Moje ime je Miha Brajnik. Za tiste, ki me ne poznate, naj povem, čeprav ne maram prevelikih povezav z politiko, da imam višino kot Kučan in frizuro kot Janša. Rad bi imel pa frizuro kot Kučan, pa ženo kot Janša. Zakaj se vam predstavljam? Zaradi tega, ker mislim, da je Partnerstvo za spremembe projekt, ki združuje. Projekt, ki bi ga lahko pisali kot iz malega raste veliko. In nekako neskromno lahko tudi zase rečem, da iz malega raste veliko, vsaj upam, da je tako. Kajti jaz sem odraščal v veliki družini, ne visoki, veliki, bilo nas je veliko otrok in oče je bil pravi velikan, 164 centimetri. In moje odraščanje je bilo drugačno, je bilo polno nekih izzivov. Tako kot je bilo polno izzivov najprej to sodelovanje med privatnim in javnim sektorjem. Ta ideja, ki se je usadila in počasi cvetela in sedaj mislim, da že dobro cveti, ima lepe poganjke. Tako je bilo tudi nekako z mano. Jaz sem počasi rastel in verjeli ali ne, do 7. razreda sem mislil, da se predalniku iz Ikeje reče pograd, ker smo spali tam noter, a ne. In ko smo že pri 7. razredu, to so bila najlepša 3 leta mojega življenja, 7. razred, to moram povedati, to je nekaj očitnega in odličnega, a ne. In kot je morda bilo na začetku veliko dvomov, ali bo ta odnos uspel, ali bo to sodelovanje uspelo pognati v pogon, ali bo obrodilo sadove, ali bodo vidni rezultati, tako je tudi veliko ljudi dvomili vame in v mojo življenjsko pot. Ampak jaz se nisem dal in sem vedno iskal priložnost tam, kjer je morda drugi ne bi pričakovali. Recimo, bil sem bolj neprivlačen otrok, ampak starši so me podpirali in so me prijavili na tekmovanje za Miss grdosti. In sem bil tako neprivlačen, da sem drugo mesto zasedel. Ampak so prišli iz komisije, tudi danes imamo komisijo, do mene in me potrepljali, pa rekli, ne obupaj, deček, ne obupaj nikar, tako si grd, da bi bil lahko župan 2-krat večjega mesta kot je Ljubljana. Takrat je bila Vika Potočnik županja Ljubljane. No, in res si nisem, nikoli nisem odnehal, tako kot mislim, da tudi nekako ljudje, ki stojijo že ves ta čas za projektom, ne odnehajo in gredo naprej, nekaj izžene. In tako je tudi mene gnalo. In ne nazadnje, se veste, projekt ima drugačno štetje, kot ga ima človek, a ne, človek na različnih obdobjih njegovega življenja doživi neke katarze, neke spremembe, neka prebujanja, ne, in tako se je tudi v meni začelo prebujati določene občutke in čustva do nasprotnega spola, kar je bilo malce nerodno, ker dejansko pravilo pravi, da je žensko treba vedno v oči gledati. Jaz imam majhen težav s tem, ne. Ampak mi ni težko, meni je zelo fajn, ne. Samo drugi mislijo, da to ni primerno, ne. In ko sem končno dobil neko dekle, ki je blagovolilo iti z mano na zmenk, ko sva šla se mečkam posladkati in tako naprej, bilo vse super, dokler nisva prišla do trenutka, ko bova pobrala svoje jakne in odšla in jaz sem bil džentelmen in sem prijel njeno jakno in sem dvignil, se je oblekla. Potem sem pa hotel obleči svojo in je videla, da piše Zara Kids in je v tem trenutku bilo konec najnega zmenka in vsi pogovori so zastali in nadaljnje sodelovanje je bilo neobstoječe. Tako da, zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker vsaka stvar, vsak človek, vsak proces v življenju zahteva neko obdobje, nek čas, da zacveti, da vzplamenti. In mislim, da lahko brez dvoma rečem, da je program, ki združuje zaposlene v javni upravi in v privatnem sektorju, zaživel
kljub nekaterim začetnim preprekam, kljub nekaterim oviram in da se uspešno razvija. Moja zgodba je še daljša, z veseljem vam jo delim kasneje, ampak vam moram povedati, da nasvet, ki sem ga dobil v življenju in ki mi veliko pomeni, je: Miha, če boš kdaj iskal ženo, mati svojih otrok, naj bo vsaj 2 glavi višja, da bodo vsaj otroci normalni. Ampak dovolj o moji zgodovini. Dovolite mi, da na oder povabim prvo nocojšnjo govornico, in sicer državno sekretarko na Ministrstvu za javno upravo Republike Slovenije, gospo Mojco Ramšak Pešec, da nam pove nekaj več besed o partnerstvu. Gospa Ramšak Pešec, prosim. Spoštovani partnerji programa za spremembe, spoštovani nosilci posameznih aktivnosti, posameznih projektov, koordinatorji, spoštovani gostje. Začeli smo malo v stilu stereotipov v družbi. Morda bi jaz v tem delu tudi začela svoje izvajanje o stereotipih, ki so malo drugačni, kot je voditelj opozoril, ampak gre za stereotip javni zasebni sektor, stereotip o tem, kako gre lahko to za 2 čisto različna svetova, nezdružljiva svetova, ki funkcionirata po vseh svojih in zelo različnih zakonitostih, ki se jih nikakor ne da preseči. Seveda stereotipi se lahko v življenju, bodisi v zasebnem ali v poslovnem, ovira, težava, lahko so pa izziv. Lahko so pa izziv, kako jih preseči, kako dokazati, da se da. In program, o katerem bomo danes govorili, v okviru katerega smo se zbrali, v katerega potekajo čudovite aktivnosti, je ravno primer tega, kako lahko se najde skupina nadobudnih, optimističnih, kreativnih, inovativnih, drznih ljudi, kateremu tudi stereotip, ki vlada v družbi že vrsto let, ni ovira, ampak izziv. In s tem glavnim vodilom se ukvarja program Partnerstvo za spremembe. Letos oziroma danes smo na zaključku 5. kroga aktivnosti v okviru tega programa. Sem prepričana, da bomo zaključili z željo, da se srečamo spet ob zaključku 6. kroga tega programa in moramo biti vsi ponosni na to, da je temu tako. Cilji oziroma osnovni namen izvajanja tega programa, se pravi, bodimo inovativni, bodimo drzni, bodimo pogumni, bodimo nekaj novega, dokažimo, da zmoremo, istočasno bodimo odgovorni, so tisti cilji in tiste aktivnosti, ki so lahko vzor oziroma neko osnovno vodilo vseh aktivnosti, ki jih peljemo tako v javnem kot zasebnem sektorju. Tako da ta program prav gotovo pomeni nekaj, na kar smo lahko zelo ponosni, ampak ne samo v slovenskem prostoru, sem prepričana, da tudi v evropskem prostoru in da se lahko marsikatera država od Slovenije, kar se tiče takih aktivnosti, nauči oziroma vzame kot primer dobre prakse. Seveda je osnovna zahvala in prva zahvala ljudem, se pravi osnovnim partnerjem, ki so začeli ta program. Tukaj ne moremo mimo zelo partnerskega sodelovanja z Ameriško gospodarsko zbornico, ki je nekako soustanovitelj oziroma soavtor in glavni pobudnik in glavni motivator vseh teh aktivnosti skupaj z partnerjem na ravni državne uprave, Ministrstva za javno upravo in kolegov, ki se neutrudno trudijo za to, da ta program se vedno bolj izboljšuje, ne pa da bi zaostal ali celo prenehal delovati, ampak to so motor, to so motivatorji. Seveda pa tega programa ne bi bilo brez akterjev oziroma sodelujočih v tem programu na ravni delodajalcev, tako da zahvala iskrena vsem delodajalcem, vsem akterjev, tako na ravni zasebnega sektorja kot na ravni državne uprave. Pritegnili smo v te aktivnosti ne samo ministrstva, tudi upravne enote, se pravi ta lokalna raven, se z veseljem vključuje v te aktivnosti, prepoznava izzive in
so z zadovoljstvom in z veseljem vključene te aktivnosti, ampak na koncu smo pa še vedno pri ljudeh, se pravi pri posameznikih, pri zaposlenih, tako v javnem kot v zasebnem sektorju, ki izkažejo svoj interes in se vključijo v te aktivnosti. Pa ne samo v pripravo izzivov in delanje na posameznih izzivov, katere 3 primere bomo danes pogledali. Pomemben del tega programa so tudi izmenjave, se pravi izmenjave zaposlenih za določena obdobja, da poskusijo, da vidijo delo iz realnega sektorja, kako se dela v upravi in iz uprave, kako se dela v zasebnem sektorju. Seveda gre tu prvenstveno, lahko rečemo, da pride do izmenjave nekih izkušenj, nekih dobrih praks, neki pogled k drugi strani, ampak to je zelo pomembno. Bolj pomembno pa je tudi to, da na tej ravni in vedno več bo takih stikov se bojo pletla tudi neka prijateljstva, neka mreženja, neke povezave, ki bodo tudi kamenček za kamenček pripomogli k temu, da bomo ta stereotip nezdružljivosti nekega zidu med javnim in zasebnim sektorjem presegali in postopno prehajali v tem, da bomo enega drugega bolje razumeli. Ne rečem, da bolje spoštovali, ker jaz mislim, da se spoštujem, ampak morda včasih razumevanje ni najbolj na višji ravni, kar je pač pogojeno čisto z objektivnimi okoliščinami, ki eden drugega malo manj poznamo. Na eni strani so pač potrebe, na drugi strani razumevanje, na tretji strani zmožnosti. Nazadnje bi se rada zahvalila tudi Slovenski tiskovni agenciji, ki kot medijski partner v tem programu tudi ves čas medijsko podpira ta projekt, tako da jaz mislim, da je poznan tudi ljudem, ki se sicer s tovrstnimi zadevami ne ukvarjajo toliko, ampak v medijskem prostoru je v teh aktivnostih kar nekaj zapisal, nekaj odmevov in mislim, da ljudje ta projekt vedno bolj spoznavajo oziroma ta program. Tako kot sem rekla, v nadaljevanju si bomo pogledali te 3 izzive, jaz sem prepričana, da jih bomo vsi skupaj potrdili oziroma soglašali, da so bili izredno uspešni, da so prinesli neko dodano vrednost v rušenju teh stereotipov in da ne bom predolga, nasvidenje na zaključni prireditvi 6. kroga programa za spremembe. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše besede. Tudi sam se pridružujem misli, da gre dejansko za nek berlinski zid, ki pa postopoma pada in na koncu bomo najbrž ugotovili, da vsi govorimo isti jezik. Sedaj pa na oder vabim gospo Ajšo Vodnik, generalno direktorico AmCham Slovenija in eno od glavnih pobudnic partnerstva za spremembe. Miha, hvala lepa. Dovolite mi, da vam zastavim eno vprašanje. Vi ste s partnerstvom že od samega začetka, pravzaprav od čist samega začetka. In vi ste v najboljši poziciji, da nam opišete njegov razvoj in njegovo rast. Bi nam lahko opisali, prosim. Hvala lepa. Najprej dobro jutro vsem. In zame je vedno prihodnost tisto, kamor se obračam, preteklost pa tisto, čemur sem hvaležna. Tako da rast bi opisala predvsem v tem, da nas je vedno več, da smo znali nadgraditi in ohraniti predvsem tiste človeške povezave in da zdaj, ko pomislimo eden na drugega, pogosto rečemo, kot je omenila že državna sekretarka, da smo prijatelji. 3 razloge imam, zakaj osebno sem zelo hvaležna za ta program. Zato, ker sem tudi pri sebi se naučila določene stvari. Nikoli ne bom pozabila, ko sem spoznala gospoda Jeffa Hoffmana, ameriškega podjetnika, lastnika številnih podjetij, med drugim Booking.com, in sem mu razlagala, kako morajo tisti v državni upravi, v javni upravi narediti nekaj, kar bi mi v poslu radi. In se sama sebe ujela nad tem, da res sem razmišljala včasih mi in oni. Partnerstvo ne le, da je to spremenilo, ampak vedno bolj mi je jasno, da smo samo mi in vesela sem, da smo v 5. krogu povezani za akcijo. Ko je AmCham Slovenija prevzela Evropsko združenje vseh AmChamov za 43 držav in kolegom povemo, kaj delamo v Sloveniji, tako kot ste rekli, ne samo, da smo lahko vzor, smo vzor in pravijo, saj to je neverjetno. Ni neverjetno, pridite v Slovenijo in videli boste, da smo kreativni, drzni, odgovorni in da si upamo ven iz cone obdobja. In od tukaj
tudi seveda zahvala vsem tistim, ki greste v podjetja in seveda vsem, ki naše zaposlene oziroma zaposlene v zasebnem sektorju sprejmete v svoje okolje, zato ker mi pri tem res dobivamo prijatelje. Letos je bila pri nas na izmenjavi Sara in Sara, nekje si, a ne? Aha, tamle. In ko sem jo zjutraj srečala, vse, kar si želim, je to, da bi jo objela in lepo je, da lahko razvijamo tako zanimive nove stvari. Ampak kot rečeno, motor vsega tega, vseh teh sprememb smo ljudje, ampak brez dveh, in to sta Brina in Jelena, pa zagotovo tukaj danes ne bi sedeli, če tudi vsi to podpiramo. Hvala, punci. In zdaj vse, česar se veselim, je to, da vidimo, kako smo povezani z akcijo uspeli spreminjati tisti delček družbe in nihče od nas ne more reči, da se nič ne da narediti. Veliko se da v malem okolju, ampak iz tega rastejo vzori za veliko. Hvala vam lepa za to, da smo. Najlepša hvala. Gospa Vodnik, pravzaprav ste mi pobrali že besede, ki sem jih imel, in superlative, ki sem imel pripravljene za napoved naših naslednjih gosti. Namreč, da partnerstvo za spremembe tudi v resnici teče kot dobro naoljena mašina oziroma da v praksi deluje, kot se spodobi, sta najbolj zaslužni Jelena Tabaković z Ministrstva za javno upravo in Brina Tomović-Kandare z MČEM Slovenija. Obe vabim na oder. Lepo pozdravljeni. Si lahko samo predstavljam, kako ponosen lahko človek, ki jih toliko grl in toliko znamenitih ljudi pohvali na tak javen način. Se pridružujem čestitkam. Jelena, da ne bomo ovinkarili, dajte nam povedati, prosim lepo, kaj konkretno ste počeli v tem 5. krogu partnerstva. Ja, 5. krog smo dejansko nadaljevali iz 4. kroga, ko smo naše partnerstvo razširili, vključili različne akterje in pa dejansko vzpostavili našo inovativno platformo sodelovanja. In tako smo tudi letos v okviru natečaja Povezani za akcijo izbrali 3 izzive, s katerimi želimo dvigniti kakovost življenja, s katerimi želimo izboljšati poslovno okolje. In dejansko, kaj želimo? Želimo dvigniti uporabo elektronskih storitev v javni upravi, želimo olajšati pridobivanje gradbenega dovoljenja in pa želimo izpostaviti dobre primere praks naših učiteljev v osnovni šoli. Kaj je tukaj ključno? Ključno je, da ne samo preko izmenjav, ki jih bo predstavila Brina, dokazujemo s konkretnimi izzivi, da je dejansko moč v našem sodelovanju. In poslovni sektor, javna uprava se tako učita, naučita, kako sodelovati, kako se povezati in razumeti en drugega. Kot je naša državna sekretarka povedala, to je ključno, da lahko v bistvu delamo na našem razumevanju in pa posledično zaupanju. In mislim, da se približujete cilju biti res enkratna in idealna ekipa, vse bliže ste. Predstavitev teh izzivov bomo videli malce kasneje, Brina. Kaj pa je poleg teh izzivov še neka dodatna vrednost tega partnerstva za spremembe? Ja, jaz mislim, da največja dodana vrednost so pa dejansko te izmenjave zaposlenih. Ko se ljudje iz javne uprave za en teden zapustijo svoje delovna mesta in se odpravijo v gospodarstvo in obratno seveda. Letos smo bili res uspešni, zato ker je v izmenjavah sodelovalo kar 15 organov državne uprave s 37 zaposlenimi in 32 podjetij z 21 zaposlenimi, tako da smo na koncu izmenjali 58 ljudi. Ta številka pa še ni čisto dokončna, ker še nekatere izmenjave urejamo in bojo pač izvedene do konca septembra. Kar pa v bistvu nam daje tako nekako največji občutek, da res delamo nekaj dobrega, so pa pač izjave naših izmenjačkov, ko nam po izmenjavah polni vtisov, novega znanja, odličnih izkušenj,
sporočajo, da so se res imeli fino in da je bilo to neprecenljiva izkušnja. Da pa ne bom samo govorila, poglejmo, kako je Natalija nekaj dni preživela v hiši vizij. Lej, vabilo za partnerstvo za spremembe, izmenjava. Se prijavimo? Ja, dajmo se. Lej, koliko je možnosti, koliko firm. Veljavna strategija se izteka, treba bo narediti novo. Imam idejo. Veš, kam sem se prijavila na izmenjavo? Hiša vizij. Se veš, brez vizije ni strategije. Yes. A veš, kje je Natalija? Natalija, Boštjan, odlično skrbite za zaposlene. eno vprašanje. Ja, povej. Kje se vozniško lahko podaljša? Danes sem gotov, da mi je poteklo. Pa ja, pa saj sem ti povedala. E-uprava. Ne rabiš nič na pravne enote. O, super. Ja, s fotela. Hvala. Evo. Evo, grem zrihtat, hvala. Ja, super. No, tako, jaz mislim, da video govori sam zase. Ja. Drugače bi pa rada povedala samo še to, da smo letos izmenjave dejansko tudi malo nadgradili. Izmenjali smo kar nekaj ljudi med samimi organi javnega sektorja in pa začeli s pilotnim projektom izmenjave med podjetji samimi, ki smo ga poimenovali Talent Cloud. O tem boste pa tudi zagotovo še veliko slišali, ker imamo kar ambiciozne načrte. Brez dvoma. Na tem mestu se vam izjemno zahvaljujem za vajna govora, za vajni izjavi, ampak mislim, da je čas, da posežemo že po konkretnih izzivih in damo prostor ljudem, ki so jih izvajali, tako da hvala za enkrat. Mi se bomo na lastne oči in ušesa prepričali, kako in zakaj in čemu so delovali prej omenjeni že večkrat izzivi, ampak vi, spoštovano občinstvo danes, boste tukaj igrali aktivno vlogo. Najbrž ste opazili na poti do vašega sedišča, da vas čaka ta rdeč in plav kartonček. Če ste se brezvoljno usedli, pa ga niste opazili, lahko zdaj dvignete vašo zadnjo plat in opazite na to. In naj povem, da tisti, ki imate zelo upognjene kartončke, poletje se bliža. Kartončke bomo uporabljali v zelo praktičen in preprost namen, namreč po slišanem na odru boste na mojo prošnjo dvignili ali rdečega v primeru, da mislite, da predavatelju oziroma nosilcu ni uspelo, oziroma modrega, če mislite, da je projekt uspel in da mu dajete tako imenovano zeleno luč. Ampak danes recimo plavi kartonček. Razumete? Razumete. Odlično. Ampak potrebujemo pa seveda strokovno komisijo, ki bo ocenjevala predstavljene izzive. Zato na oder vabim danes že slišano gospo Mojco Ramšak Pešec, državno sekretarko na Ministrstvu za javno upravo, gospo Barbaro Domicel, generalno direktorico Microsofta Slovenije in članico sveta guvernerjev MČM Slovenije, gospoda Primoža Zupana, direktorja podjetja Mbils, ki je lansko leto v imenu Združenja Menedžer prejel izziv Očistimo Slovenijo papirnatih računov, in gospo Edito Krajnovič, direktorico Mediade, ki je lani prav tako sodelovala v partnerstvu z Kvizumom in z izzivi Slovenija zelena referenčna država v digitalni Evropi, kako s to ambicijo navdušiti 300 000 Slovencev. V imenu Snežne kepe, ki je lani gradila prototip države za talente, pa se nam bo iz Cipra, sicer ne realno časno, ampak preko zveze, oglasila gospa Nana Šumrada Slavnič, vodja Snežne kepe. Lepo pozdravljeni. Mikrofon eden imate tukaj, drugega vam bom v naslednjih nekaj trenutkih dal. Savski biser vas tudi že čaka. In tako, zdaj pa začenjamo z izzivom.
povečanje dosega uporabe e-storitev javne uprave, ki ga je prijavila Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Direktorica AJPES-a, gospa Mojca Kunšek, izvolite, oder je vaš. Dober dan vsem skupaj. Veliko veselje mi je, da lahko danes predstavim, kaj smo AJPES, vseh 220 duš, ki delamo v AJPES, storili v tej akciji za spremembe. Mi smo za akcijo. Ste tudi vi? Pa poglejmo, kaj smo danes predstavili in kako želimo upravičiti naše aktivnosti. Prav dobro veste, da pravzaprav AJPES izvaja številne digitalne storitve že do sedaj, da pravzaprav nudimo podatke različnih vrst, do katerih je možno dostopati digitalno, preko spletnih servisov, da je dostop možen tako do podatkov kot do storitev, verjetno malo manj je pa znano to, da pravzaprav je registracija podjetij že vrsto let omogočena popolnoma digitalno, to se pravi iz naslonjača. Če pogledamo naprej, ugotavljamo v AJPES to, da pravzaprav rast v pogledu v podatke raste, vendar skromno. Raste predvsem vpogledovanje posamično, vpogledovanje po podatkih poslovnega registra, po podatkih po letnih poročilih. Če pa po drugi strani pogledamo, koliko od nas, vas, se poslužuje pravzaprav registracije podjetništva iz naslonjača, pa je ta delež zelo skromen, saj se teh digitalnih storitev poslužuje samo 11% potencialnih podjetnikov. Kaj lahko z tega ugotovimo? Da pravzaprav je opolnomočenost, osveščenost, tudi digitalna pismenost naše srednje skromna in da pravzaprav marsikdo v neformalnih pogovorih pritrjuje, da niti ne ve, kje kaj najti. Zato smo se lotili te akcije in se tudi prijavili na ta projekt. Tega projekta smo se lotili v 3 smereh. Prvi cilj je bil, pa ne ravno z vidika največje potrebnosti, ampak prvi cilj je bil, da pravzaprav opolnomočimo javno upravo, da pravzaprav tudi javna uprava, tudi državne institucije vedo, kje kaj najti in kako si z bazami podatkov pomagati. Tako smo pravzaprav v tem obdobju opolnomočili prav vse tržne inšpektorje. Imeli smo izobraževanja za sodnike. Dogovarjamo se, da ponovimo akcijo tako za davčne inšpektorje, kakor tudi za inšpektorje Republike Slovenije za delo. Po drugi strani smo nadaljevali z intenzivnim opolnomočenjem in osveščanjem podjetij. Izvedli smo 13 novinarskih konferenc v vseh 12 statističnih regijah, kjer imamo izpostave, smo navezali stike z različnimi strukturami in tudi na strokovnih združenjih predstavljamo svoje storitve oziroma kje kaj najti in kako si pomagati pri obvladovanju ne le poslovnih, temveč tudi življenjskih tveganj. Tretja smer, katere smo se lotili, je pravzaprav ta, da smo uvedli še določene poenostavitve pri registracijah. Pripravili smo določene video vsebine, da pravzaprav lahko vsak uporabnik in državljan pogleda, kako uporabiti te storitve, kako se sprehajati po portalu, kako iskati, pač v smislu digitalne dobe. In zadnji dosežek je ta, da je bil skupaj z Ministrstvom za javno upravo in drugimi deležniki vzpostavljen projekt čezmejne avtentikacije, identifikacije in uvedbe e-podpisa. S tem smo ena prvih držav, ki smo pravzaprav uvedli, prenesli digitalno direktivo v naš svet. Presek vseh teh aktivnosti, verjamemo, za vse deležnike je pravzaprav enotni iskalnik, kjer z enotnim vnosom pridete do vseh podatkov in storitev, po drugi strani pa tudi finančno orodje FIPO, finančni pomočnik, omogoča, da ste dnevno obveščeni o vseh spremembah in ste na ta način pravzaprav tekoče izveste,
kje so nastale spremembe, v katerih registrih, kje je pravzaprav tisto tveganje, ki lahko preži na vas pri vzpostavljanju stikov z različnimi poslovnimi partnerji. In kot sem rekla na začetku, mi smo pripravljeni za akcijo, verjetno ste tudi vi. Zato lahko takoj zdaj vzamete v roke mobilnike, skenirate QR kodo, si shranite in pravzaprav uporabljate podatke vedno in povsod. Znani futurolog Gerd Leonhardt je povedal, da pravzaprav prihodnost digitalne dobe leži v nas, v naših rokah. Zato je pravzaprav pomembno, da smo vsak svoje sreče kovač tudi danes. Hvala vam za pozornost in pa seveda za možnost, da se predstavimo. Najlepša hvala. Jaz osebno sem prepričan, da bom tudi v bodočnosti še bolj aktivno uporabljal e-storitve, ki so mi na voljo in očitno jih bo res veliko. Gospod Domicel, vas lahko kar najprej vprašam, kako bi vi ocenili ta izziv? Se bo po vašem mnenju prepoznavnost storitev iPES-a povečala? Je tole preklopljen? Ja, je. Ok. Jaz mislim, da je ta projekt je krasen, pa ne samo krasen, v bistvu je nujen. Nujen je za vse nas, ki smo danes navajeni tega, da si rečemo, aha, ok, spet moram iti stati na eno okence, to smo sprejeli. Mi se nekako še sami, pri recimo tudi recimo, da smo klele neka vseeno generacija, ki je nekih srednjih let, navajeni, da enostavno sprejmemo to, da gremo na eno okence. Mi moramo biti zahtevni tudi do tega, da se stvari naredijo online, da se stvari lahko naredijo hitrejše, da obstajajo identitete, da obstaja tudi varni dostop do informacij, varni dostop preko identitet, da ni strahu pred izgubo podatkov in tako naprej. Tako da jaz izredno pozdravljam vse te iniciative. Vseeno moram dodati, da jih je v javni upravi še več in da smo izredno srečni, da se te stvari dogajajo. Sem pa naletela pred časom na eno analizo, recimo slovenski Microsoft sodi v regijo nekih recimo 24 držav, ki segajo nekje od Baltika do bivših CIS držav recimo in dol do nekje Albanije, Srbije, Bolgarije. V bistvu smo dobri, že danes. Kot Slovenija smo izredno napredni in tudi te projekti, tovrstni projekti nas tukaj silijo oziroma porivajo v ospredje in jaz si želim, da bi jih bilo še več in da bi bili mogoče višje, kot so recimo baltske države danes. Brez dvoma, najbrž to tržna niša, v kateri bi lahko Slovenci in Slovenija prosperirali. Gospod Zupan, vi ste lani sodelovali v partnerstvu, tudi vi ste poskušali nekako opismeniti ljudi z e-računi. Zakaj je po vašem mnenju v Sloveniji tako, pa rečemo kar konkretno, malo digitalnega poslovanja? V bistvu sam razlog tukaj tiči v tem, da je razvito ogromno nekih rešitev in tudi tukaj smo danes videli, da se državna uprava zelo veliko trudi to narediti in kje je tista točka, ta prepad, ki ga moramo v tem partnerstvu in ga nagovarjamo, je ravno ta dostop do končnih uporabnikov, izkoristiti vse možne kanale, da se ta beseda širi od ust do ust. In konkretno ravno 2 tedna ali 1 teden nazaj smo se srečali s to prvotno projektno skupino lanskega projekta in smo ugotovili, da ta projekt tudi še naprej živi, da se že zdaj šole tudi same trkajo na vrata, da bi rade več zvedle o tem sistemu in ni velika potrebnega, ampak že to, da se ozavesti, da se ve, da se lahko na nekoga obrneš in tam dobiš vse informacije, že veliko. In tukaj vsa ta zbrana publika je v bistvu ambasador vseh teh rešitev, ki jih danes slišimo in sem vesel, da se je tudi iPES pojavil med temi. In najbrž jih bo vsak dan več, če bo se tako nadaljevalo. Hvala. Sedaj pa tista prva odločitev, ki leži na plečih vseh vas in tudi vas komisije. Kako bi ocenili izziv, katerega predstavitev ste slišali? Kot sem omenil, rdeči kartonček pomeni neuspešno, plavi pa uspešno. Lepo vas prosim za dvig.
Brez zamere, tole nekako izgleda kot severnokorejska skupščina na volitvah. Ampak mislim, da upravičeno bomo dali iPad, klokica, plava, čestitke. Tudi en aplavz si zasluži. Hvala lepa. Sedaj pa se selimo na drugi izziv. To je izziv izpisovanja zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja. Preprosta naloga, ki jo zmore vsak. Do danes temu ni bilo tako. Pa poglejmo, Upravna enota Šmarje pri Jelšah ga je prijavila in zato na oder vabim načelnico Jasno Junker in Andrejo Krumpak, da nam bosta povedali, kako bodo življenja nas, ki potrebujemo gradbena dovoljenja v prihodnosti, zdaj lažja. Lepo prosim. S seboj imam cigo, opeko, da boste razumeli vsi. Nekaj mesecev nazaj, tisti, ki ste bili tudi z nami na izboru izzivov Partnerstva za spremembe, verjetno veste, se spomnite, da sem takrat imela s seboj še en takšen majhen rekvizit pravokotne oblike, mogoče ve, kaj je to bilo zraven opeke? Ja, ne, bil je persen. Nimam ga danes s seboj, saj ga tudi naše stranke, ki vlaga zahtevke za izdajo gradbenega dovoljenja, ne potrebujejo več. Vem, da vas je precej v dvorani, ki ne radi hodite na upravno enoto, z preprostega razloga tega časa vam je škoda, pa tudi uradniki smo stereotipno dolgočasni, precej birokratski in nenehno kompliciramo. Je res pa, da se tudi mi počutimo večkrat, kot da smo na žaru, roastu, kot se zdaj popularno reče, vendar nas večina uradnikov res se trudimo v dobrobit strank. Tako smo si zaželeli in zastavili cilj, da pa tisti čas, ko res morate biti z nami na upravni enoti, skrajšamo. Ideja za izziv je nastala v prvih mesecih uporabe novega gradbenega zakona, ko še nihče od vpletenih, ne mi, javni uslužbenci, ne projektanti in ne stranke nismo imeli nobenih izkušenj na tem področju. In kot vsak začetek, tudi tukaj smo naleteli na številne težave in ovire. In kot prva takšna težava se je pojavil zahteven in obsežen obrazec za izdajo gradbenega dovoljenja. Obsega namreč kar 5 strani. In ko so k nam prišle prve stranke s projekti in želele vložiti vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, sva 2 uslužbenki in stranke to izpisovali skoraj celo uro. Pa še takrat nismo bili prepričani, da smo dejansko vpisali prave podatke. In tukaj smo že pri naši drugi težavi. In sicer obrazec in izdano gradbeno dovoljenje se morata v vseh podatkih popolnoma ujemati, saj je obrazec del gradbenega dovoljenja. In zato so morale stranke večkrat nazaj na upravno enoto in te obrazce popravljati in dopolnjevati. Tretja težava, na katero smo naleteli, pa je podvajanje podatkov, tako v obrazcu kot v projektni dokumentaciji. In ta težava je bila posebej izrazita pri obrazcu za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. To so ti manjši objekti. In posebnost tega obrazca je, da ga običajno vlagajo stranke same in tudi projektno dokumentacijo izpisujejo same. In tako morajo sedaj iste podatke vpisati najprej na obrazec in nato še enkrat projektno dokumentacijo. In vse to razumljivo spravlja v slabo voljo tako stranke, kot tudi nas, javne uslužbence, in nam krade dragocen čas. Odločitev za gradnjo je pomembna odločitev v življenju posameznika. Nekateri celo pravijo, da se ljudje v življenju večkrat poročijo, kot pa gradijo. In zato smo želeli, da bi bil postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja, predvsem v tem delu, ki se nanaša na vlaganje zahtevka, za stranko čim manj stresen. Slovenci smo precej razdvojen narod, nenehno se delimo na 2 pola, na leve, na desne, na vijolične, zelene, na kmečke, mestne, na tiste, ki delajo v zasebnem sektorju, na nas, ki delamo v javnem sektorju, in še je teh razmejitev in meja. Ta projekt pa kaže, da temu ni tako, če stopiti skupaj, zmoremo še mnogo več. Povezovanje in sodelovanje upravne enote Šmarje pri Jelšah z Ministrstvom za javno upravo, z Ministrstvom za okolje in prostor, z MČM Slovenija je dokaz. Dokaz, če se želi, če se hoče, se tudi zmore in se da. In kaj nam je skupaj uspelo doseči? Rešitev res ni takšna, kot se je nam zdela na prvo žogo najboljša, in sicer zamenjamo obrazec za izdajo gradbenega dovoljenja, naj bo takšen, kot je bil prej. Ampak uspeli smo najti drugačne rešitve. Obrazec za izdajo gradbenega dovoljenja se taj izpisujejo projektanti in ga skupaj s projekti
izročijo stranki. Stranka ga res samo še podpiše, odda na upravni enoti. In to je zdaj res preprosta naloga, ki jo zmore vsakdo. Spremenila pa se bo tudi gradbena zakonodaja in sicer tako, da obrazec ne bo več del gradbenega dovoljenja. Sedaj ne bojo potrebni ne popravki, ne dopolnjevanje obrazca, stranka ga bo enkrat izpisala in oddala in to bo to. Edini obrazec, ki se bo dejansko spremenil, pa je ta obrazec za izdajo gradbenega dovoljenja za ta manjši, nezahtevni objekt. In sicer tako, da se bo isti podatek vpisoval le enkrat, bodisi v obrazec, bodisi v projektno dokumentacijo. Z veseljem ugotavljam, da je cilj izziva, da postane vložitev zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja preprosta naloga, ki jo zmore vsakdo, dosežen. Ko pa bo še letos začela veljati ta spremenjena gradbena zakonodaja, bo poslovanje z nami enostavnejše, lažje, vsekakor učinkovitejše. Za ta skupni uspeh se zahvaljujem MČM Slovenija, Ajši za njeno kreativnost in spontanost, ki nam je v javni upravi manjka, Brini za njeno spodbudo pri izvedbi projekta, Ministrstvo za javno upravo, še posebej Jeleni, ki je odlična organizatorka, potem Kati, ki je top promotorka s top birokraciji in pa Slavko, ki nas je res odločno, trdno vodil vse do konca projekta. Tako da dokaz smo, da če stopimo skupaj, zmoremo. Najlepša hvala, ker poskušate in uspešno pomagate nam, navadnim smrtnikom, do lažjega gradbenega dovoljenja in nasploh obiska upravnih enot, ampak kot avtor tako imenovanega roasta, ki ste ga omenili, naj povem, da uslužbenci v javni upravi še vedno predstavljajo neusahljiv vir inspiracije. Gospa Mojca, na tem primeru se je dobro pokazalo, kako ključnega pomena je to sodelovanje. O njem ste tudi veliko govorili že v vašem prejšnjem govoru. Mislite, da je uspešno reševanje tega izziva, ki ste ga predstavili, gospe? Prav gotovo. To je najboljši možen odziv nekega organa na ugotovitev, da neka zakonodaja ni najbolj optimalna in da povzroča težave. Seveda prvi odziv, ki bi ga pričakovali, bi rekli, to se ne sme zgoditi, se to je nemogoče, vendar vemo vsi, da tudi najboljši nameni ustvarjalcev zakonodaje, ki imajo nek prioritetni namen, včasih pripeljejo do teh zgodb, ki res niso v redu. Ampak jaz moram reči, da sem zelo, zelo presenečena nad takšnim odzivom upravne enote, ki se je na takšen način lotila naloge, ki je pred njo postavila nova zakonodaja. Jaz moram reči, da v svoji poklicni karieri v javni upravi pogosteje naletim na drugačne odzive. Na odzive, ki pomenijo kritiko, blokade, sedaj se je vse ustavilo in tako naprej. To je bil pa proaktiven odziv in to se pravi najboljši možen, ki je pripeljal tudi do najboljših možnih rezultatov. To, da se je že brez spremembe zakonodaje, ki je povzročala in to, kar smo vsi skupaj slišali, bi človek res na prvi pogled rekel, se to ni mogoče, pa kako je sploh to mogoče, da je zakonodaja postavila takšne postopke, da se je že brez spremembe zakonodaje uredil najboljši možen način izvedbe te zakonodaje, tako za stranke kot za organ, upravno enoto, ki je bila soočena z vsemi težavami, in tudi to, da se je doseglo, da se bo zakonodaja spremenila. Takšni odzivi, jaz rečem, to so najboljši možni odzivi in moram reči, da sem res navdušena nad tem. In da upam, da bojo ne samo državljani, ampak tudi več organov videli, da se da tudi na ta način rešiti, ne samo, da ne rečem, postavljati vprašanje kritike, blokade in čakati. Zdaj se je postavilo nerešljiv problem in kritika zakonodajalca. Kot sem rekla, seveda bi najbolj logičen odziv bil, vse to ni mogoče, to se sploh ne sme zgoditi, ampak kljub vsem resolucijam, normativni dejavnosti, presoji učinkov in kaj, takšno je pač življenje. Pojavi se tudi kakšen takšen primer, ki povzroča take res nelogične in težke situacije v izvajanju zakonodaje. Res iskrena pohvala in se tudi sam pridružujem. Gospod Micelj, kako pa bi vi ocenili izziv in posledično dosežen rezultat? V bistvu sem upala, da me ne boš zdajle poklical, ker A je sem v bistvu rekel, gospa Mojca... Mislil sem gospod Zupan.
Ne, hecam. No, ampak jaz mislim, da točno to, kar je povedala gospa državna sekretarka, je res. Ne? Se pravi, najboljši možen odziv na neko oviro, ki bi lahko drugače bila sprejeta kot nemogoča za presežt. Tako da jaz bi samo iskrene čestitke za projekt, za izzivanje neke obstoječe situacije in moja želja je samo, da bi se morda te iskrice pojavljale na vsaki državni inštituciji, s katero imamo kjerkoli upravka. Mislim, da je to želja vseh, ampak realnost je zaenkrat še malce drugačna. Še nekaj več o realnosti pa nam bo povedala zdaj gospa Šumrada Slavnič, namreč iz Cipra. Kako je ona videla reševanje prvih dveh izzivov? Torej, pokomentirala bo tako AJPES-ovega kot tudi tega upravne enote Šmarje pri Jelšah. Prosim. Pozdravljeni, hvala Brina za tole možnost skoraj live klica. Torej, jaz čestitam vsem udeležencem, posebej bi pa komentirala torej inicijativi AJPES-a in gradbenega dovoljenja. Ponovno čestitke obema, izziva se mi zdita, bom rekla, posebej specifična, ker sta oba vezana na delovanje državne uprave in zato zahtevata verjetno bistveno drugačno pripravo kot tisti izzivi, ki se vežejo morebitno bolj neposredno na gospodarstvo. Morebiti bi se najprej dotaknila izziva gradbenega dovoljenja. Razumem, da ste se torej povezali tako s projektanti, z deli državne uprave, z ministrstvom samim, kot tudi z srednjo podjetništva, se pravi gospodarstva, tudi preko MČM Slovenije in ste dosegli že kar dosti konkretne uspehe, kar je v bistvu neverjetno in vam res čestitam. Torej in sama praktična poenostavitev, kot tudi ideja o tem, da bi se v bodoče, in razumem, da boste s tem tako nadaljevali, da bi dejansko delovali tudi na nadaljnjih smernicah, ki ne bi bili tudi zapisani. Tako da, kako ne rečem, kar strumno, tako kot ste nadaljevali, deluje, kot da ste na zelo dobri poti, taki zelo energični, zelo zanimivi poti, ki bo gotovo zaorala ledino. Tako da čudovito, kar tako dalje. Tudi, bom rekla, izziv AJPES-a, moram reči, da sem nad njim navdušena. Razumem pa, da boste tudi vi torej nadaljevali ta izziv tudi v naslednjem letu, da ste se pa letos predvsem posvetili enem izmed treh naslovnikov tega izziva, torej ne državljanom in podjetjem, ampak najprej samim državnim organom. Tako da gotovo je ta izziv, ker ste vezani nekako na buy-in vsaj, z vidika državne uprave, je to gotovo pravi korak. Bi pa se verjetno ne samo jaz, ampak tudi mi vsi veselili, bomo rekli, iniciative tudi v bodoče in se z vami navduševali tudi naslednje leto na tem, ko bi pregledali konkretne, bomo rekli, korake v smeri približevanja tega projekta tudi samim državljanom in pa državnim organom. Tako da čudovito, ponovno čestitke za dosedanje delo in srečno v bodoče. Toliko z moje strani, z nekoliko toplejšega okolja. Hvala vam. Hvala, da ste nas spomnili, koliko za nič vreme imamo kle. Kot da nas je treba spomniti. Čeprav bojda danes naj bi bilo do 20 stopinj na obali, celo oziroma Goriškem do 24. Hvala lepa, zopet ste na vrsti vi, da dvignete vaše kartončke, proces poznate. Kako preseneti? A ne, sem se že strašil, da ste se izobčili. Enkratno, hvala, anonimno, brezdvomno, nekako pričakovano, glede na vse pohvale, ki smo jih slišali. Zdaj pa se selimo še na tretji izziv in pripravila ga je Komisija za prihodnost dela in izobraževanja pri MČM-u, poimenovali pa so ga Učitelj sem, učiteljica sem. Na oder vabim gospo Dejano Jezeršek, da nam pove, kako so učitelji postali prave zvezde. Prosim. Učitelj ni samo učitelj.
Učitelj je po malem vse. Učitelj se kar naprej trudi, da veliko zna, da veliko ve. Tako je v uvodu pesmi o svojem sanjskem poklicu napisala Nina Jelen, učiteljica, ki je s svojim izjemnim delom napisala prvo zgodbo meseca projekta Učitelj sem, učiteljica sem. Tek in ples je sestavni del vsakega šolskega dne. Naravoslovje se dogaja v naravi, zato pojmo ven. Ocene niso glavni kriterij, oziroma naj se ocenijo kot otroci sami. Učbeniki, ja, po potrebi. Zelo pomembno je, da otroku pomagamo, da prepozna svoje prednosti, jih razvija, in pomembno je, da ga naučimo sprejemati tudi svoje šibkosti. Vzgajanje vrednot, kot so spoštovanje, sprejemanje drugačnosti, poštenost, je prioriteta. Čim več skupinskega dela, zato ker se v skupini otroci naučijo, da je odgovornost do sošolca veliko bolj motivacijska kot pa končna ocena in naučijo se sprejemati kompromisov. A zveni kot kakšna zahteva po šolski reformi? Ne, to so samo kratki inserti iz vsakdanjega dela nekaterih naših učiteljev. In ali ne bi bilo škoda, da teh zgodb nikoli ne bi slišali? Naj glas dobijo najboljši učitelji in s tem priložnost, da svojemu poklicu vrnejo vrednost, ugled, spoštovanje in zaupanje. To je projekt Učitelj sem, učiteljica sem. S projektom smo štartali sredi februarja letos, ko smo na vse osnovne šole poslali novico o projektu in jih povabili k sodelovanju. Naše sporočilo je bilo enostavno. Ste učitelj, ki močno čutite svoje poslanstvo in ste pripravljeni iti korak dlje, oziroma ali poznate učitelja, ki s svojim delom lahko zgled vsem drugim? Povejte nam. V marcu smo povabili še širšo javnost, se pravi učence, bivše učence, učitelje, vas, starše, prijatelje, sorodnike. Kateri učitelj je res pustil na vašem življenju svoj pečat? Sem pa se izgubila. V projekt, ko smo štartali projekt, z vsako nominacijo in z vsako prijavo učitelja, ki smo jo dobili, smo stopili v stik z izbranim učiteljem. In skupaj smo napisali njihovo zgodbo. Vse zgodbe objavljamo na spletni strani učiteljsem.si in na Facebook strani. Vsak mesec izberemo po 2 zgodbi meseca in zelo smo veseli, da je partner projekta, medijska hiša Delo, tako lahko vsako drugo soboto v Delu berete o zgodbi meseca. Na portalu Dela pa imamo kar svoj zavihek, ker lahko poleg zgodb meseca preberete še o ostalih vsebinah iz sveta šolstva doma in v tujini. Po 3 mesecih je v projekt vključenih že skoraj 80 učiteljev. In verjamemo, da smo na pravi poti in s projektom bomo nadaljevali. Drugo leto želimo v projekt vključiti še učitelje iz srednjih šol, naprej morda še fakultet, morda vrtcev. To puščamo odprto. Ena od idej je vzpostavitev serije podcastov za izmenjavo idej med učitelji, izmenjavo dobrih praks, pa tudi za izobraževanje bodočih učiteljev. Prav navduševanje za učiteljski poklic je tudi eden glavnih ciljev tega projekta. Na ta namen želimo enkrat letno organizirati dogodek, kjer bodo izbrani učitelji, se pravi zgodbe meseca, z inspirativnimi govori navduševali svoje kolege in bodoče učitelje. Ne samo znanja, kar želimo dati novim generacijam učiteljev, so vzorniki. In če nam je uspelo iz najboljših kuharjev narediti zvezde, zakaj ne bi bili zvezde tudi najboljši učitelji? Spoznajte nekaj naših zvezd.
Učitelj nikakor ne bi smel biti učitelj, ampak navduševalec. Tukaj imam en košček kovine magnezij, ki ga nad gorilnikom spodbudi k temu, da se začne reakcija s kisikom. Ta zagori, nastane nova snov, gre za kemijsko spremembo. Ta nova snov je snov, ki jo uporablja v gimnastiki. Dober učitelj je tisti, ki je pozitiven. Otroci nas ogromno naučijo, tudi kako je treba delati, ker se odzivajo, če delaš dobro, se odzivajo dobro, če malo bolj dobro, pa malo manj. Ki ima smisel za humor, ki je zabaven. Zelo veliko jim pomeni, kadar jih poslušamo in upoštevamo njihove interese, in neprecenljiv je izraz na njihovem obrazu, ko v testu morda zasledijo svoje ime ali pa svojo najljubšo skupino, ali pa morda pride kot skrivni gost na razredno uro oseba, ki so jo do sedaj poznali samo preko YouTuba. In je pošten do vseh enako. Učiteljica sem. Učiteljica sem. Učiteljica sem. Učitelj sem. Učiteljica sem. Ne pomnim, kdaj sem imela tako konstantno kurjo polt kot zadnje 3 mesece, ali med prebiranjem res dobrih praks učiteljev ali branjem zahval za ta projekt. Sem pa, moram priznati, jokala kot dojenček, ko je učiteljica Marja na svoji Facebook strani objavila svojo zgodbo meseca in pod objavo dobila 85 komentarjev svojih bivših učencev iz 30-letne zgodovine poučevanja. Kar 35 jih je delilo naprej, kot to je moja tršica. Prav nobeden od učiteljev, ki smo jih spoznali, ne zahteva revolucije. Vsak si pa po svoje prizadeva, da postane naš šolski sistem še boljši. In kaj je za vas res dober učitelj? Da se vrnem k Nini Jelen, kako zaključi svojo pesem. Učitelj ni samo učitelj. Učitelj je po malem vse. A učitelj je zares učitelj, če ima na pravem mestu srce. Hvala. Hvala lepa, gospa Jezeršek, za očitno ganljivo predstavitev. Tudi jaz sem pomislil nekaj učiteljev med tem, ko sem gledal vaš prispevek. Kurja polt pa jog boste počakala, da pridem domov. Gospa državna sekretarka, zagotovo ste tudi vi pomislili na kakšnega učitelja. Glede na to, da zadnje čase v širši javnosti poslušamo veliko razprav o šoli in šolstvu, kako vi gledate skozi vašo prizmo na ta projekt? Jaz ponovno sem navdušena, moram reči. Enkratno? Ja, vsi smo srečali, bodi se na svoji poti izobraževanja ali kot starš, ko spremljamo izobraževanje svojih otrok, veliko učiteljev. Prepričana sem, da bi tudi otroci delili z mano to mojo trditev, da pravi učitelji so ravno ti, ki delujejo na takšen način, kot je bilo predstavljeno, ker učitelji svoje avtoritete zagotovo ne gradijo niti na veliki strogosti, niti na veliki popustljivosti, ampak da tako starši, ko spoznamo učitelje, kot otroci prepoznajo dobre učitelje. Se mi je potrnila ena misel, ko sem vse to spremljala, zdaj v teh trenutkih, in jaz mislim, da marsikdo v tej dvorani nekako deli to misel z menoj ali bo delil ali tudi v javnosti, da je to odličen primer, kako bi lahko nadaljevali s tovrstnimi aktivnosti še za kak drug poklic. In bi bila moja želja, jaz mislim, da imamo še vrsto poklicev v javni upravi, za katere ali v javnem sektorju, pa tudi v zasebnem, ki bi bil
zelo dober primer, da bi na podoben način ga promovirali, ker je le iz takšnih ali drugačnih razlogov premalo prepoznaven, premalo nekako spoštovan v tej družbi in bi na ta način lahko za posamezne poklicne skupine zelo dobro naredili. Ker dosti je pa podimo spet k stereotipov v posameznih poklicih, v posameznih aktivnostih, popolnoma neupravičenih in temeljijo na nekem nepoznavanju tudi teh poklicev, na neki slabi izkušnji s posamičnimi primeri, ki meče potem slabo lust na celo profesijo. Tako da moja želja, bom zelo vesela, če se bo uresničilo, je, da se v nadaljevanju ne širijo to vrstne izzivi samo še na druge skupine učiteljev, ampak morda še na kako drugo poklicno skupino. V zadnjem času to zelo aktualno, zdravstvo recimo, bi lahko dejali ali pa kaj podobnega. Ja, zagotovo. Jaz sem zagotovo, jaz sem prepričana, da tudi o zdravstvu obstoji mnogo stereotipov. Pa nisem prepričana samo zaradi tistih, ki me spremljate, da sem približno 2 leti in še nekaj preživela v eni taki začasni izkušnji na Ministrstvu za zdravstvo, ker sem res podrobno spoznala zdravstvene delavce, ampak sem prepričana, da je veliko stereotipov o zdravstvenih delavcev in o zdravstvih, ki morda niso upravičeni. Hvala. Gospa Krajnovič, ali vi mislite, da glede na slišano in ta projekt, ki smo ga zdaj spremljali in bili priča, da je pravilno, da postavljamo učitelje na neke piedestale, na trone? Gospa Krajnovič je za svoje srednješolsko izobraževanje izbrala srednjo pedagoško šolo. Vam je žal? Ne, nikakor. A niso bile tam bolj sam sošolke, bolj malo sošolcev? Ne, to pa res. To pa je bilo, med feminizirane poklice, tako da na drugi strani imamo projekt inženirka Lita, ki pa skrbi, da bomo imeli inženirstvo več dekleta. Torej, mislite, da je pravilno, kar počnemo na konkretnem primeru učiteljev? Glejte, jaz bom takole začela. Sem zelo razmišljala, se pogovarjala samo s sabo, ko sem poslušala te predstavitve, komentarje in najprej bom izrekla en globok poklon, spoštovanje, občudovanje in hvaležnost do tega dejanja, kar si naredila s to svojo pobudo učiteljica sem, učitelj sem. In velja enako za oba izziva, ki ste jih predstavili, in Mojca in kolegici Šmarja pri Jelšah. 2 dni nazaj je v Cankarjevem domu predaval slovenski znanstvenik, profesor dr. Janez Musek, šteje na svetovni ravni za enega najbolj prepoznanih, uglednih psihologov, tudi inovator na svojem področju. In on nam je pokazal, kako vrednote pelješ v življenje. Vmes med vrednotami pa tem, kar delamo, je namera obnašanja in pomen vzornikov. In kar jaz danes tukaj vidim, so vzorniki. Ste vzorniki in se bom vrnila na besedo, ki jo je izrekla gospa državna sekretarka, pa še recimo 4-krat je bila danes omenjena, to je odgovornost. In se mi zdi, da vsi, ki smo v tej dvorani, ki imamo priložnost videti to, imamo odgovornost to povedati naprej. In ko bojo ljudje kritizirali in povedali, kaj ni, mi znamo in je naša odgovornost povedati vse, kar je. Ker to je. Vi niste govorili tega, kaj bi lahko bilo. Mi smo to naredili. Tako da jaz bi v bistvu tukaj bila moja poslanica nadaljevanja, povezanosti za akcije, to, da zdaj to povemo naprej. Mi smo bili tukaj, nam bojo verjeli, ker mi smo to videli, prepoznali, tako da evo, toliko z moje strani, v bistvu res kapo dol za to, kar je bilo narejeno. Hvala. Malce nehvaležno, pa gospod Zupan, zdaj še vas moram prositi za besedo, namreč veliko je bilo telih trenutkov kurje polti, njoka na notrno, vsaj pri meni, ki tole poslušam. Kako pa vi mislite, da bo ta projekt, ali bo dejansko v praksi, ne govorim samo o teoriji, ampak tudi v praksi, povrnil ugled učiteljem, ki vsi strinjamo, da si ga zaslužijo? Definitivno. V torek sem bil v svetu staršev kot
oče prvošolke na osnovni šoli Savsko naselje in kar me je zelo pozitivno presenetilo, da je ravnateljica sama odprla ravno temo projekta Učitelj sem, učiteljica sem in je rekla, da so s tem seznanjeni in je seznanila starše, vse prisotne, ne, da lahko povemo oziroma prosila nazaj za feedback, če kdo, ki bi ga predlagali. In kar mi je tukaj v veselje, je to, da nismo bili mi starši tisti, ki smo to predlagali, ampak vodstvo šole. Ne? In to je meni en velik močen signal, da se bo zadeva peljala naprej in seveda osnovne šole so začetek, potem so srednje in potem tudi univerze in vrtci, upam, da pokrijemo celo vertikalo v šolstvu. Aha, enkratno, tudi sam se pridružujem željam. Zdaj pa prosim, da nehate razmišljati reminiscence o vaših učiteljih in učiteljicah, ki bi jih postavljali na pedestal in dvignete nazaj v zavest formalnost. Hvala lepa, brez dvoma opravljeno, 100%, niti ni bilo pričakovati kaj drugače. Spoštovana komisija, na tem mestu se vam zahvaljujem za vašo prisotnost na odru v imenu vseh in za vaše spodbudne besede in mnenja, ki ste jih delili z nami nocoj. Vas vabim nazaj na vaša mesta. Kajti zdaj je tisti malce bolj neformalni del našega druženja, ne pa popolnoma neformalni. Namreč opravili bomo tako imenovani kviz. Ali ste bili pozorni, da vas niso samo čustva prelevala, ko ste poslušali te čudovite predstavitve izzivov, ki smo jih bili deležni v preteklem obdobju, ampak ali ste tudi malce bolj natančno poslušali. In za pripravo samega kviza bi potreboval 4 prostovoljce, ki se bodo pomerili v znanju iz tega, kar smo slišali, torej iz znanju iz partnerstva. Zmagovalca pa naj povem, da ne gre zgolj za neko simbolično nagrado, pa čaka izredno dobra, bogata nagrada. Tako da naj bo tudi to vzgib za vaše prijavljanje. Mislim, da vas ne smem povabiti v kviz, to bi bilo malce nepotistično ali pa malce goljufanja, lahko pa vse ostale, pa prosim, ne kar vsi naenkrat. Brzdajte se, prosim. Če ne bo šlo drugače, potem bom izbral prostovoljce, a ne, in se vam zahvalil. Vi kažete s prstom na vašo kolegico. Predlagam, da kar obe prideta. Prosim, en aplavz za naši prvi prostovoljki. Hvala lepa. Tako, evo, saj gre. In da bojo stvari takšne, kot morajo biti, smo za vas pripravili poseben tehnološko izpopolnjen napravo, ki bo zagotavljala, da ne bo prišlo do kakšnih nepravilnosti. Vaše ime? Maja, lepo pozdravljeni. Ja, to je pa enkratno. Pa še kjerga meseca smo? Ti šment. Enkratno, upam, da bom vsaj en izmed vaju po koncu kviza rekel Maja z biseri. Glede na nagrado, ki jo boste prejeli. Takole. A mi lahko tole mizo data še 10 cm bolj sem? Hvala lepa. Evo, tako, ja. Pa prvo pravilo nastopanja, nikoli hrbta kazati ljudem. Sploh pa klej je veliko iz privatnega in javnega sektorja, tako da sploh nikoli hrbta kazati. Vidve sta odkot, na kateri pol spadata? Jaz tudi, zdravo. Ja. Aha, se opravičujem, ja. Bomo bolj slišali, ja. V bistvu zdaj ne vem, je korektno, da pač rečemo na katerem polu, glede na to pač, da sodelujemo, pa da se povezujemo. Zaradi pravil pri sodelovanju v kvizu, pa če že imate mikrofon, ga uporabljate malo višji. Me slišite? Ja, zdaj pa. Se pravi pol gospodarstvo, ne? Gospodarstvo, aha, privatni sektor in privatni sektor. Nažalost ne morata biti v isti ekipi, a sta pa prijateljice drugače. Ja. No, mogoče pa dobimo dva iz državne uprave, pa bomo vprašali. To se pravi, še kakšni prostovoljci morda, ali bo potrebna moja intervencija. Zdaj, jaz vas ne poznam toliko dobro, da bi rekel, aha, vi ste pa iz ministrstva, vi ste pa iz
Ampak dozdeva pa se mi, da bi utegnile tele dve gospe, vi z optičnim pripomočkom in vi z malce vzorcem, ki me malce bega in ne, na vaši levi, tako ja. A ste vi morda iz državne službe? Ja, no vidite, imam jaz čut za te stvari. Aplavz za naše državne uslužbenke, prosim. Ja, vidve, ja. Prosim lepo, hvala lepa. Čudovito, enkratno, perfektno, takole. Tako, vidve se lahko kar tam na levo postavita. Takole. Vem, da ni fair, življenje ni fair, gospa, se veste. Ja, Miha me veseli. Vi ste pa? Tatjana, Danica in Tatjana, tudi vam. Teli audio pripomočki, izvolite, se znate uporabljati, ne? Se bomo naučili. Tako, ja. No, ampak za začetek, takole pa se naučite. Evo, enkratno. In pravilo ne kazati hrbta, če lahko greste, prosim, kar semle. Ker ste v državni službi bolj izkušeni, imate vidve prednost, pa se opravičujem, ker je monospolno, naj to nič ne pomeni, da zdaj favoriziramo, se vi odločili, ali boste plava ekipa ali boste rdeča ekipa. Plava, enkratno, odlična odločitev, hvala lepa. Torej, Maji sta rdeči, takole, ja. Pravila so izjemno preprosta, jaz bom postavil vprašanje. Ena izmed vaju mora imeti roko v bližini gumba, nekako tako se počutite kot Hruščov ali pa Regana, veste, ki je imel rdeč gumb, pa je gledal. In ko mislite, da veste pravilen odgovor, ga pritisnite in tista, ki bo hitreje pritisnila, tista lučka bo zagorela in potem boste dali odgovor, če bo pravilen, dobite točko in tako naprej. Edino pravilo je, da morata oba člana ekipe sodelovati, to se pravi, ne more samo ena članica vedno odgovarjati, vsaj enkrat mora tudi druga Maja ali v vašem primeru katerakoli izmed vaju odgovoriti. Bo šlo? Enkratno. Vprašanja so pa preprosta, niso težka. Tako, ja, pripravite se. Tako. Sam, če boste pa prehiter, pa nepravilno, potem gre pa točka vašim nasprotnikom, če je nepravilno odgovor. Sodelujemo. Ja, odlično. Torej, glede na slišano danes, koliko odstotkov ljudi uporablja e-storitve, ki jih ponuja iPes? 11%. Pa to sta kar obe, dajte en aplavz. Tole je bilo pa. Evo, imate prvo črtico, vedno moramo pa takole narediti, potem da ugasnejo lučke. Čestitke. Drugo vprašanje. Kdo po novem izpolnjuje vloge za gradbena dovoljenja? Projektanti. Dobro jutro, Maja in Maja. Bo? Koliko vprašanje? Nismo vseh kriterijev določili. Koliko vprašanj pravzaprav imamo? Glejte, če boste tako odgovarjali, ne 15, če ste tako hitri. No, mislim, pogoji sodelovanja. Kje so vsakih 14 dni oziroma 2 tedna predstavljene zgodbe učiteljev, ki sodelujo v projektu Učitelj sem? V delu. V delu. O, dela. V delu dela. Dobro. Približujemo se. Načeloma smo stremeli k temu, da 5 pravilnih odgovorov pomeni zmago. Velja? Dobro. Koliko krogov že teče partnerstvo za spremembe? 5. Ja, javna uprava, ne? Smo dobri. Sodelujemo. Ali vsaj eno vprašanje pustite, da preverite. Spoštovani, katere so 3 vrednote, ki jih zagovarja in prinaša partnerstvo za spremembe? No, pa da slišimo. Drznost. Tako je. Inovativnost. Res je. Sodelovanje, odgovornost. Zaupanje. Iz režije mi sporočajo, da
da pomoč, bili ste popolnoma pravilni, ampak pomoč publike ni dovoljena, zato bomo ne diskvalificirali nikogar, niti ne pisali točke ali minus točke, ampak gremo na naslednje vprašanje, pa prosim lepo publika, pustite našim absolutnim prvakom in Majam, da odgovarjajo. Koliko zaposlenih se je do sedaj v programu izmenjalo? Prosim, odgovorite obe ekipi, pa bližja številka bo dobila točko. Razmislite, povejte. Ni se potrebno prijavljati. Če sem prav razumel, a to za zadnjo generacijo? Ne, ne. Vse skupaj. Lahko pa poveste, če vam je lažje tudi letos. Popolnoma vseeno. Če sem prav razumela, 38 iz javne uprave in 21 iz gospodarstva. A pa znaš to sešteti? Na 58. Ne. Dobro, dobro. 58. 58, ja. Pomagajte mi, no jaz vama hočem pomagati. Dobro, pa mogoče bolj strokovno vprašanje. Predvčerajšnjem je bila finalna tekma Evropske lige. Kdo je zmagal? Chelsea. Ma brez veze, no, to je brez veze. Kulce, hvala, najlepša hvala. Ja, počakajte, še prosim. Na pol vas je bilo treba vleči gor na oder, potem ste pa pometli s konkurenco, prav brutalno. Nobenega spoštovanja do mlajše generacije. Lepo, pravijo, je treba spoštovati starejše. Zakaj? Ker nas... No, ampak šalo na stran. Še enkrat vabim Brino in Jeleno, da se nam pridružite na odru, kjer boste tudi podelili nagrado za zmagovalke našega kviza. Prosim. V sodelovanju, ne? Tolažilna nagrada pa je olimpijska. Važno je sodelovati, ne zmagati. Pa kakšno kavo lahko gremo tudi. Evo, mi bomo zdaj podelili priznanje in nagrado v enem za odlično poznavanje partnerstva za spremembe. Nagrada je pa ekskluzivna pravica do izmenjave naslednje leto. Torej, vidve sta prvi, ki boste lahko zbrali. Najlepša hvala, lahko se vrnete. A zdaj pa kar dol nečete, a ne, kaj to ključe klele. Skoraj vleč veselo treba. Hvala Maja. Se bi rekel več srečne prihodnič, ampak ne bo prihodnič. Dekleti, preden končamo, partnerstvo za spremembe je po prikazanem in videnem res projekt, ki v našo družbo vnaša svežino in nas uči izrednega pomena sodelovanja. Jaz mislim in komaj čakam, da se nadaljuje. Kaj pa vi, spoštovano občinstvo, ali bomo zopet Kim Jong-unovsko dvignili plave? Ali čakate, ali ste za to, da se nadaljuje? Tako, odlično, en velik da, nadaljujemo, ali pa še takole puščica gre lahko samo gor. Jelena, Brina? Kaj pa vidve? Gremo naprej. 6. krog. Jeseni se slišimo, se vidimo in akcija. Hvala. Hvala lepa vama, čeprav ste danes že slišali kopico pohval in zahval. Spoštovani, spoštovane, hvala vam za vašo pozornost in sodelovanje. Obenem pa dovolite, da vas povabim tudi v sosednji prostor na prigrizek in okrepčilo in upam, da se v še večjem številu in z še več projekti vidimo tudi jeseni. Hvala in svidenje.